Ja, lep pozdrav. Kot nekdanja ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sem primorana v odločen protest, ko spremljam dogajanje ob spremembi zakona o visokem šolstvu. Nisem se imela namena oglašati, vendar pa me preveč skrbi to politično vzdušje, ki bo zagotovo v veliko škodo študentom, nasploh pa tudi prosperiteti visokošolskega prostora in s tem tudi naši skupni prihodnosti. Posebej sem v tem primeru zaskrbljena nad, lahko rečem, sozvočjem med politiko, študenti in pa tudi profesorji ob očitnem poslabševanju zakonskih rešitev. Kajti na prvi pogled je jasno in vidno, da iz avtonomnega in neodvisnega sveta in njegovega sekretariata, kar je potrdilo tudi Ustavno sodišče, prehajamo k svetu, ki je dejansko podrejen ministru. Pa naj se dotaknem tudi samo še finančnih posledic. Za zagotavljanje istih storitev bo nova ureditev porabila za 2 milijona evrov letno več. Opravljalo jih bo 11 novih javnih uslužbencev. Zakon bo imel torej tudi negativne posledice na javne finance, sprva okoli 160 tisoč evrov. Čez 4 leta pa bo slovenski proračun to stalo že skoraj 2 milijona evrov na leto več, ko bi stala sedanja ureditev. Skratka, sama se ne bi oglašala, če bi bil vzpostavljen nek kritičen dialog. Tako pa se tudi na tem primeru vidi, da so dejansko lovke politike posegle tudi med profesorje, med študente. Morda je tukaj potrebno omeniti podporo profesorjev ministru ob njegovi eklatantni laži in sama ne vem, ali je huje, če so to delali zaradi svojega lastnega prepričanja, to izkazali svojemu političnemu vodji ali pa je bilo to prisilno. Torej, predlog zakona je nadaljevanje procesa te vlade, lahko rečem, ki želi zamenjati vse, ki so resnično liberalnega duha, ki želijo odprt, sodobno urejen visokošolski prostor. Ravno visokošolsko okolje z vsemi deležniki, o katerih je bilo zlasti včeraj slišati ob predstavitvi zakona, bi morala biti najbolj napredna skupina družbe, pa je vsaj pri tistih, ki so zelo glasni, slišati ravno nasprotno. No, čeprav sem pa tudi včeraj strani nekoga, ki izhaja iz visokošolske sfere, slišala, da sedaj pa imamo ministra, ki je ne samo zelo dolgo študiral, ampak je povrh vsega tudi lažnivi kljukec. Zopet je bilo veliko govora o razmerju med javnim in zasebnim, o zaščiti javnega interesa. Jaz sama se tukaj ne bojim zasebnih pobud, ki so v visokem šolstvu zelo natančno podvržene strogim kriterijem in morajo skozi zelo drobno sito. Se pa dejansko bojim tega, da gre za fevdalizacijo javnega, seveda zaradi zasebnega interesa. Obenem pa s tem tudi za neko odpravo vsakršne resnične dobre zasebne pobude. Ob obrazložitvi zakona me je zbodla tudi obrazložitev, da grejo spremembe v smeri povečanja mobilnosti študentov, profesorjev, pa ko pogledam med sestavljalce zakona, je podpisana oseba, ki je soodgovorna tudi za mobilnost, ki je bila direktorica Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Torej, vse to daje nek signal odvzema verodostojnosti tistega, kar se razpravlja in utemeljuje resničnost potrebnih sprememb, ki po moji oceni pač ne grejo v pravi smeri. Kako spodbujati evropsko mobilnost študentov ali pa profesorjev, če jo ne želimo niti doma? A smo se kdaj vprašali, kako neverodostojno izpade vlada, ko podpira enotni visokošolski prostor v tujini, v Evropi, doma pa svojimi ukrepi dela ravno nasprotno in sama sem prepričana, da to posledično vpliva na padec verodostojnosti ne samo vlade, ampak tudi države.
Po novem naj bi imeli dva sveta, torej svet za visoko šolstvo in pa svet nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Ne vem, a gre za kaprico ali pa za neko povsem totalno nestrokovnost. Toliko je pač govora bilo o tem, kako imamo omejeno število strokovnjakov, da bi imeli še kakšen nov visokošolski zavod. Po drugi strani se pa potem moramo tudi vprašati, kje bomo potem našli vse ljudi za te nove organe. Predvsem pa se mi zdi, da je bistveno vprašanje, kje bo sedel cvet najbolj strokovnih in modrih. V vladnem svetu za visoko šolstvo ali v svetu nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Torej, tukaj dejansko gre za poskus zapiranja visokošolskega prostora. S tem nikakor ne more rasti konkurenca in to lahko seveda ogrozi tudi kakovost. Jaz na koncu tudi ne morem mimo nekoliko hudomušne opaske, da se mi včasih zdi, kot da želi spremeniti minister vse, samo da ne bi ostal kje podpis ministrice Mojce Kucler Dolinar. In ob tem predlogu ZVIS-a, tako se zakon imenuje s kratico, gre vlada v smeri, da bodo študenti, kakovost, pa tudi racionalizacija zvisela.